rezultat glasovanja. 44 svetnikov je bilo za to, da odidemo iz koalicije in samo 2 sta bila proti temu. Tudi glede na namigovanja v medijih, kako bo ta izid negotov, kako, ne vem, celo da se meni tresejo tla in ne vem kaj. Upam, da nav kakšnega potresa, da se meni tla tresla. Ampak jaz moram reči, da je to povsem logična in racionalna odločitev. Poglejte, kaj mi lahko počnemo v vladi, ko nima posluha za nobeno našo pripombo. Jaz lahko tudi povem, da ne glede na to, da na vladi nismo bili uspešni in je to tudi eden od razlogov za naš odhod, so naši poslanci v glavnem podpirali vse predloge te vlade, razen interventnega zakona in pa proračuna in pa pokojninske reforme. Če te pa šli gledati glasovanja, pa moram reči, da smo mi bili kar stabilen člen te koalicije. Vendar, če mi ugotavljamo, da v vladi ne moramo realizirati našega programa, pa seveda nima smisla, da pri tem ustrajamo. In še nekaj bi povedal v zvezi z delovanjem stranke v prihodnje. Jaz moram reči, da je svet stranke sprejel sklep, da bodo pač naši poslanci glasovali v skladu s programom stranke Desus in podpirali vse tiste rešitve, ki pomenijo večjo socialno varnost državljanov in pa večjo pravno varnost. To mislim, da je zelo pomembno, da povem, zato ker nekateri so mnenja, da mi pač sicer bomo izstopili iz koalicije, ampak v državnem zboru pa ne bi se nič ne spremenilo. Zadeve, ki ne bodo pač v skladu z našim programom, jih v državnem zboru ne bomo podprli. Moram pa reči, da ta izstop ne pomeni, da je sedaj stranka Desus sovražnik te vlade, ker vidimo, da nekatere opozicijske stranke celo včas malce sovražno delujejo proti vladi. Mi pač takšnega odnosa do te vlade ne bomo gojili, ampak mi nismo več partnerji tej vladi. Zato, ker v partnerstvu lahko uresničuješ neke skupne interese. Če pa tega partnerstva ni, potem pa nima smisla, da sodeluješ v takem partnerstvu. To pomeni, da stranka Desus pač ni več partner tej koaliciji, seveda pa to ne pomeni, da bomo zdaj destruktiven, sovražen in tako naprej. Mi bomo vse tiste pametne predloge vlade, tiste, ki prinašajo neke dobre rešitve, ki prinašajo večjo socialno varnost, večjo gospodarsko učinkovitost, večjo pravno varnost, vse to bomo podprli. Tiste predloge, ki pa so mimo tega, pa seveda ne bomo podprli. Seveda sedaj, kaj pomeni pravzaprav izstop stranke Desus iz te koalicije? To pomeni, da iz vlade umikamo vse naše funkcionarje, to pomeni, da naš minister, pričakujem, in pa državni sekretarji, da bodo ponudili svoj odstop iz teh položajev. Jaz mislim, da je stranka Desus tudi s to današnjo odločitev pokazala določeno zrelost. Vi veste, da se ves čas govorilo, da ta stranka vedno samo grozi z izstopom. Vidite, prišel je ta dan, ko smo res izstopili iz koalicije.